Zdaj se nahajamo v centru Šentjerneja, na trgu Gorjanskega bataljona, pred spomenikom narodno-osvobodilne borbe v Šentjerneju. Ta spomenik simbolizira golorokega borca, ki se bori z volkuljo. Namreč Šentjernej je bil nekajkrat bombardiran in ob enem bombardiranju, ki je bomba padla prav tukaj na to mesto, je bilo ubitih 13 Šentjernejčanov. Med njimi je bil tudi od Kovačiča, Miloša Kovačiča, ki je bil pozneje direktor Krke, oče, in on je bil tudi ranjen tukaj, izgubil je oko in eno roko je imel invalidno. Ta spomenik so postavili v ta spomin, vendar se je temu spomeniku spada tudi ena bomba zraven. In je bila bomba iz marmorja, ki jo je čas načel, pa tudi ne pridi pravi ali pa ne vem kdo, nekomu je šla tudi na živce mogoče, so jo poškodovali, tako da je slabo izgledala. Pa tudi napisi se več niso videli dobro, si težko prebral sporočilo z njega. Zato sva se z enim prijateljem, z Janezom Selakom, odločila, da bova midva za to poskrbela. Pošljan Leon nama je dal eno bombo šolsko, ki jo je dobil iz Cerkelj, to je šolska bomba. Sva jo dobila, odpeljala sva jo k meni domov, jaz sem jo uštemal, sem jo malo zbrusil, sem jo polakiral, pol pa pripravil, da smo jo lahko sem pripeljali. V Piju je en prijatelj Jože naredil stojalo in napis smo dali gor pa na Rosfrejevo ploščico. Tako da je zdaj to obnovljeno in gleda veliko boljš, kot je prej bilo. Poglejmo še napis. Kaj piše? Napis je takole, da so 13. septembra je nemški bombnik 1943, 13. septembra, porušil Volavčevo hišo, ki je pokopala pod seboj iz družine Jankovič Jerneja, Nežo, Jožeta in Toneta, z družine Janževič Karla in Jožefo in Kovačič Ladislava, Raje Rožefo in Godina Janeza. To so bile te žrtve takrat tega bombnega napada.